Jaz bom pa govorila v slovenščini. Profesorica pozdravljeni tudi od moje strani in k predavanju o projektu Položaj rabe jezika in perspektive slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ta projekt je dal v nalog Sosvet za slovensko narodno skupnost, izvedel pa ga je inštitut OGM. V teh 20 minutah, ki imam zdaj na razpolago, bom najprej kratko govorila na splošno o študiji, kaj zajema, nato pa bo fokus na eni določeni obravnavani temi in sicer na izobraževanju. Položaj perspektive in rabe jezika je zelo širok naslov, tako da je na začetku stalo vprašanje, katere teme se poglobiti. Kaj se zdi koroškimi Slovenkami, koroškimi Slovenci pomembno, kaj je važno, kaj jih skrbi. Da bi bilo zajeto tukaj mnenje več oseb, smo pričeli študiji z odprtimi intervjuji. Ti so potekali oktobra in novembra leta 2021. Bili smo tudi pozorni na to, da so bili intervjuvane osebe dejavne na različnih področjih in da so bile različne starosti in tako dalje. V teh 13 intervjujih so bile omenjene zelo različne teme, ki so bile na to tudi podrobneje analizirane. Tukaj zdaj vidimo teme, to pomeni tako širok, kot je bil naslov, so tudi teme. Ena je uporaba jezika in sicer v različnih sferah, privatno, v družini, med prijatelji, tako kot tudi javno, kako se tukaj razvija in kako je tudi različno med generacijami. Koroško-slovenska identiteta, njene komponente ter razvoj, sobivanje med slovensko in nemško govorečo narodno skupnostjo, tudi diskriminacija napram slovensko govorečimi in travme, kulturno ter športno društveno dejavnost, gospodarstvo, tudi kako ocenjujemo prednosti dvojezičnosti v poklicu, organizacija slovenske narodne skupnosti, predvsem glede na demokratičnost, tudi pa glede na predstavniške organizacije, izobraževanje, ki obseže raznolike stopnje od jasli do visoke šole, demografski razvoj, ki obseže razvoj pogovornega jezika, tudi pri in odseljevanje slovensko govorečega prebivalstva in digitalizacija ter družbene medije. Ta del obravnava predvsem razvoj medijske rabe ter analizira ponudbo in povpraševanje informacij na družbenih medijah. Presenetljivo je bilo, da so v raziskovalnih intervjujih v oktobru in novembru vsi, ne glede na dejavnost, omenili izobraževanje. Tudi ne glede na to, ali so bili direktno vprašane in vprašani. V analizi dvojezičnega izobraževanja na Koroškem so potem bile uporabljene različne metode. Na eni strani poglobljeni, bolj strukturirani intervjuji z strokovnjaki in strokovnjakinjami, k tem pridem kratko čisto na koncu predavanja, potem reprezentativno povpraševanje, katero je potekalo od marca do maja v 9 občinah, ki je sodelovalo 562 koroških Slovenk Slovencev, 580 nemško govorečih ter 50 oseb z slovenskim državljanstvom, ki sedaj živi na Koroškem. Pri reprezentativnem povpraševanju je bilo med drugim razvidno, kako važno je po mnenju koroških Slovenk in Slovencev izobraževanje za ohranitev jezika. To se zdaj vidi tukaj na sliki in sicer je 77% odgovorilo, da so predvsem važne dvojezične šole ter popoldanska oskrba, 71% pa, da so predvsem važne dvojezične jaslice in vrtci. Nadaljna, predvsem važna metoda za analizo izobraževanja je bila obdelava sekundarnih podatkov, da je tako lahko predstavljena konzistentna in celostna podoba dvojezičnega izobraževanja in varstva. Predšolsko varstvo, osnovna šola, popoldanska oskrba ter
srednješkolska raven, kjer sta zajeti nižja ter višja stopnja. Da bi tukaj zagotovili celovit pregled nad ponudbo izobraževanja, smo povezali različne vire podatkov. To so statistični podatki o dnevnem varstvu otrok, šolska statistika in usklajeni statistični podatki o zaposlovanju, ter tudi podatki iz letnega poročila oddelka za manjšinsko šolstvo, podatki v poročilu položaja Slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem ter podatki iz Koroškega političnega letopisa 2021. Analizirali smo občine osrednjega območja Slovenske narodne skupnosti, katere so imenovane v zakonu o manjšinskem šolstvu iz leta 1958. Če si zdaj tukaj ogledamo karto, tukaj vidimo označeno osrednjo območje, ki je zabeleženo v zakonu o manjšinskem šolstvu, so občine, ki so v oranžni ter v rdeči barvi. Te občine so v analizah tudi razdeljene v dve skupini. Na eni strani so te 8 rdeče občine, v katerih je bil delež pripadnic ter pripadnikov narodne skupnosti ob popisu leta 2001 višji od 15%. To so Pliberk, Železna Kapla, Bistrica nad Pliberkom, Globasnica, Vilčovs, Šentjakob v Rožu, Žitara vas in Sele. Na drugi strani pa oranžne občine. Od teh je bil delež 2001 manjše od 15%. Pa če gremo spet nazaj k prezentaciji. Potem zdaj tukaj vidimo rezultate in sicer vidimo na sliki delež otrok v dvojezičnem varstvu oziroma pouku. Čisto levo pri varstvu vidimo, da v celotnem osrednjem območju obiskuje 16,7% dvojezično predšolsko varstvo. Vidimo pa tudi predvsem, da je diskrepanca med občinami z višjim oziroma z nižjim deležem slovenskega govorečega prebivalstva 2001 precej velika in sicer nad 40%. Pri osnovni šoli je delež najav k dvojezičnem pouku najvišji in sicer nad 40%. Tudi tukaj vidimo, da je razlika med občin glede na delež slovensko govorečih bistveno manjša. Pri popoldanski oskrbi je situacija zelo podobna tej v predšolskem varstvu. Važno je tukaj omeniti, da so mišljene oskrbe v dvojezičnih osnovnih šolah, zasebni centri niso vključeni. Tri stolpci torej prikazujejo delež tistih, ki so vpisani v dvojezične razrede in obiskujejo popoldansko varstvo na šolah, ki tudi ponujajo dvojezično popoldansko varstvo. Veliko šol sploh ne ponuja popoldanskega varstva in veliko tudi le nemško popoldansko varstvo. Glede nižje srednjošolske ravni so deleži najnižji. Predvsem opazimo, da je tudi rdeči stolp zelo nizek, torej da tudi v občinah z višjem deležu slovensko govorečih ne obiskuje veliko šolarjev pouk slovenščine. Poudariti je treba predvsem tudi, da je v srednjih šolah slovenščina predmet in ne učni jezik kot v osnovnih šolah. Vendar je tukaj pa treba upoštevati, da srednje šole in gimnazije niso geografsko tako celovito ponujene, kot so to osnovne šole in tudi predšolsko varstvo. Tako lahko domnevamo, da se precejšno število učenk in učencev iz slovenskih družin vozi v šolo in se šola na primer v Celovcu, saj je tam tudi slovenska gimnazija edina možnost, da se naprej uči slovenščino kot učni jezik. Da bi to tudi upoštevali, smo si ogledali, koliko otrok se vozi v šolo in na tej sliki je razvidno, da se več kot 50% učenk učencev vozi v šolo izven občin, kjer živijo. Skoraj četrtina učenk in učencev se vozi v Celovec,
Kot sem rekla, kjer je tudi gimnazija, to pomeni edina možnost po osnovni šoli nadaljevati šolanje s slovenskim učnim jezikom. Zaradi tega velikega števila dijak in dijakov, ki se vozijo v šolo, je smiselno raziskati število dijak in dijakov, ki obiskuje dvojezičen pouk, ne glede na to, v kateri občini obiskujejo šolo. Na tej sliki zdaj vidimo celotno sliko, sicer razvoj obiskovanja dvojezične vzgoje in varstva v različnih starostnih obdobjih oziroma na različnih ravneh. Števila za predšolsko varstvo, osnovno šolo in popoldansko oskrbo so ista kot v prvi grafiki in kažejo otroke, ki so najavljeni k dvojezičnem pouku oziroma k dvojezični oskrbi kot delež vseh otrok, ki obiskuje šolo oziroma oskrbo v osrednjem območju. Števila za nižjo in višjo srednješolsko raven so izračunana tako, da upoštevamo vozenje v šolo otrok. Torej kažejo šolarke, ki živijo kjerkoli in obiskujejo dvojezičen pouk v osrednjem območju ali v Celovcu, kot delež vseh šolark in šolarjev, ki živijo v osrednjem območju. To pomeni, te dve številki sta verjetno precenjeni. Verjetno jih je manj, ki obiskuje, ker so tukaj vključene tudi osebe iz Slovenije, iz Celovca in teh ni možno izračunati ven. Na vsak način je na sliki jasno razvidno, da imajo osnovne šole najvišji odstotek k dvojezičnem pouku vključenih otrok in čeprav je skoraj vsaka druga učenka oziroma vsak drugi učenec v osnovni šoli pisana k dvojezičnemu pouku, se zaradi pomankanja ponudb le približno petina med njimi lahko vključi v dvojezično popoldansko oskrbo. Dvojezično izobraževanje na nižji sekundarni stopnji je v podeželskih občinah omejeno na slovenščino kot predmet, le slovenska gimnazija v Celovcu slovenščino ponuja kot učni jezik. K dvojezičnem pouku je v tej starosti vključenih le približno 15%. Na višji sekundarni ravni je dvojezična ponudba večja, zato je ustrezni delež višji in znaša 24%. Kaj so lahko sklepi iz tega, kar smo ravno videli? Vpisi naraščajo k dvojezičnemu izobraževanju v osnovni šoli, to je pa predvsem posledica višjega vpisa otrok nemško govorečih staršev. To se vidi na tem, da dvojezičen pouk na osnovnih šolah obiskuje predvsem tudi veliko otrok iz občin z nižjim deležem slovensko govorečih. V teh občinah so najave pred in po osnovni šoli nizke, kar je razložljivo slabo oziroma neobstojočo ponudbo jasli, vrtcev ter popoldanske oskrbe, tako da pred in po osnovno šolo uporaba dvojezičnosti ne znaša niti polovico deleža v osnovni šoli. Glede tega so na vsak način potrebni ukrepi, korak v pravo smer je tukaj sporazum med zvezno vlado in deželami o elementarnem izobraževanju, saj ta med drugim tudi predvideva spodbujanje priznanih jezikov priznanih narodnih skupnosti. Glede srednje šole je tako, da se kakovost in intenzivnost po osnovni šoli na osrednjem območju drastično znižata, saj je slovenščina ponujena le kot predmet, za tisti del, ki se pa po obveznem šolanju odloči za vajeništvo, slovenščina po 4 letih običajno sploh ne obstaja več. In zdaj še kratko na koncu k poglobljenimi, strukturirani intervjuji s strokovnjakinjami in strokovnjaki. Saj ti so bili tukaj tudi del analize in pri intervjujih so bili nagovorjeni še dodatni raznoliki izzivi in aspekti dvojezičnega izobraževanja. Omenjeno je bilo, da
ker se opisuje vedno več otrok k dvojezičnemu pouku, heterogenost znanja slovenščine v razredih vedno višja. Ta situacija zahteva diferenciran učni načrt oziroma tudi diferenciran učni koncept. Deloma že prakticiran koncept je imerzijski koncept, pri katerem se jezik zamenja vsak teden, vendar ni uporabljen na vseh šolah oziroma ni uporabljen dosledno. Uporaba v mešanih razredih tudi sploh ni možna. Zato bi bilo predvsem tudi potrebno koncept prilagoditi ter tudi izobrazbo učiteljic in učiteljev prilagoditi. Poleg izobraževanja otrok in mladink mladincev bi bil važen tudi pogled na lifelong learning, torej predvsem na kakšne so ponudbe za tečaje slovenščine, predvsem tudi za odrasle. In še ena točka, ki so jo intervjuvane osebe večkrat nagovorile in nagovorili, da bi zgodovina in razvoj slovenske narodne skupnosti morala biti bolje vključena v učni načrt. K tem dve izjavi iz intervjuov, in sicer na Visoki šoli za izobraževanje učiteljic učiteljev v Celovcu, na primer, se neredko zgodi, da so študentke in študentje presenečeni in presenečene, da se v srednji šoli niso učili o zgodovini koroških Slovenk Slovencev in s tem Koroške. Druga izjava, tudi še pomemben korak proti nadaljnji diskriminaciji in predsodkom, bi bila prepoznavnost skupin žrtev v razredu. S tem zdaj zaključim moje predavanje. Mislim, da sem dobro v času in se zahvaljujem za pozornost.